Prav vsakič, ko si začnem pripravljati tekst na kitajskem, se zalotim, da začnem isto. V stilu, če ste mislili, da je tole zaostala dežela, pomislite še enkrat, bla, 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 bla. V glavnem, tokrat začenjam drugače. Pozdravljeni iz ene najbolj razvitih dežel na svetu, z Kitajske, odkot pa? Sem v Pekingu, kjer sem bil sicer že pred slabimi 10 leti, ampak tukaj se zadeve tako hitro spreminjajo, da kar ne morem verjeti. Včasih kup neumite posode na ulici, smeti, smrad, purin in podobne prijetnosti, danes pa vsaj v nekaterih delih prav lepo. Kot vidite, je to tudi dežela izjemnih kontrastov. Najhitreje na svetu tukaj raste število novih milijonarjev, ogromno ljudi pa še vedno živi pod pragom oziroma čisto na dnu revščine. Se vidi tudi po avtih. Na isti cesti se srečujejo Rolls-Royce in kitajske spake. Are we here? Kontrasti so tudi med modernim, kot ste videli že na začetku, in tradicionalnim. K sreči so Kitajci ponosni na svojo tradicijo in turisti sem hodijo vse to občudovati. Tole je recimo poletna palača. Z njihovo hrano se pa še vedno nisem spoprijateljil, ampak glej, vsega tudi ne moš imeti rad. Preden grem naprej, samo še ena misel. Leta 2005 je bil največji trg na svetu po prodaji avtomobilov Evropa. Slabih 18 milijonov v enem letu. Kitajska okoli 4 milijone. Kaj pa danes? Pardon, lani. Evropa še vedno slabih 18 milijonov, Kitajska pa skoraj 25 milijonov. Prav ste slišali. V malo več kot 10 letih se je prodaja povečala za več kot 6-krat in danes absolutno vodi pri prodaji vseh možnih vozil. Ja, tako ogromen trg je to in rast se ne ustavlja, zato napovedujejo, da bo leta 2020 po kitajskih cestah vozilo že 200 milijonov vozil. Wow, to so res nepredstavljive cifre. Pa veste, katera znamka je tukaj najuspešnejša? Vem, da ste vedeli. Volkswagen. Ok, ogrel sem se, mogoče tudi zato, ker je konec aprila že več kot 30 stopinj, zdaj pa končno avti. Evo, salon. Peking ga pripravlja že 15-tič, vsako drugo leto je tukaj, letos pa obljubljajo 105 svetovnih premier, od tega 16 od globalnih znamk. Globalnih znamk, to so tiste, ki mene dejansko sploh zanimajo. Evo, akreditacijo imam, akcija. Kje se gre zdaj čez sploh? Čez ograjo. Največ gneče je pri nemških znamkah. Poglejte vse te Kitajce pri Audiju, kako mi je prišel zraven. Tega verjetno nikoli ne bom zares razumel, ampak ok, Kitajci se očitno radi vozijo zadaj in prav za njih so naredili Audi Q5L. Za 88 mm podaljšana medosna pomeni 110 mm več prostora za noge. Poleg krajšega Q5 ga bodo proizvajali v Changchunu, če vas bo pri njih zamikal na mesto Q7. Meni je še bolj zanimivo, da so začeli na polno z elektrifikacijo svojih modelov. Že konec leta pripelje e-tron, že zdaj pa tukaj predstavljajo priključna hibrida A8 in A6 e-tron s kupom baterij v prtljažniku, da ga boste lahko potem doma priklopili na elektriko. Pri BMW-ju so si dolgo želeli svoj električni SUV in zdaj ga imajo. Tole je iX3, prvi popolnoma električni bavarec, ki mogoče ne bo najbolj všeč največjim oboževalcem znamke, ker so značilno ledvičko na maski združili v en kos. Sicer bo pa naredil na štrom do 400 km, 70-kvrno baterijo. Za začetek ga bodo proizvajali na Kitajskem, verjetno pa zelo kmalu tudi v Evropi. Če vas to ne zanima, je pa tukaj M2 Competition, 40 konj več kot prej. Ja. Ko gledam tale Citroen C4 Aircross, se mi zdi, da so samo preoblekali naš C3 Aircross. Enako so naredili pri Peugeotu, ko so 3008 preimenovali kar v 4008, pa smo zadnjič pametovali, zakaj ni naš 5008 poimenovan 4008. Evo, zdaj vem zakaj. Pa tukaj imajo še vedno tudi stari 3008.
Baje bodo novi Ford Focus za Američani izdelovali kar tukaj na Kitajskem, naše pa seveda v Evropi. 20. obletnico Focusa je Ford obeležil kar z novim modelom in verjetno se strinjamo, da izgleda zelo dobro. Tokrat bo na voljo v številnih izvedenkah, recimo S-Line, Titanium, Vignale in celo Active, ki bo 3 cm bolj oddaljen od tal. Moram stran, da ne bo kaj dol padel. Tole je Everus EV Concept, mešanček Honda in Guangzhou Automobile Group. Električni avto je tole velikosti Honda HR-V, ki bo na ceste zapeljal že konec leta, več od tega mi pa niso hodili povedati. Samo za Kitajce bo. Če vas zanima, kako naj bi v prihodnosti izgledali Hyundai, je tole prvi pravi prikaz. Hyundai La Festa. Temu pravijo dizajn čutne športnosti, ki so ga prvič napovedali v Ženevi, tukaj ga pa lahko prvič vidimo v mesu, flehu. Vse kar v redu. Poglejte, kakšen je tukaj Sportage. Od nas ima čisto drugačno obliko. Je pa tale lahko tudi plug-in hybrid. Tole je novi Lexus ES, ki precej spominja na večji LS. Podobna je maska, tudi LED žarometi, pri Lexusu pa dodajajo, da bo novi ES spremenil koncept udobja in prestiža za kupce po vsem svetu. Hibridi bodo v ospredju, sploh z opremo F-Sport. Poleg vseh naprednih sistemov pa so se pohvalili tudi s tem, da je ura noter zdaj predstavljena na lepše mesto. The All New S. Hecno je, da še vedno vidiš bizarne kopije evropskih avtomobilov. Letos jih imajo skoraj vsi od Land Roverja pa Range Roverja. Sicer pa ja, salon v Pekingu je približno 3-krat večji od ženevskega, tako da je res ogromen. Je pa veliko manj urejen, pa WC-ji so ful bolj umazani. Kitajci pač. Čak, McLaren, ne? A ne? Nek električen City Sports Car. 800 konjev, 800 Nm iz motorja Twin Turbo V8, 2,8 sekunde do 100, 6,8 do 200 in končna hitrost 340 km/h. McLaren Senna. Nekateri pravijo, da je preveč grd, da bi imel tako legendarno ime, ampak imeli bi ga pa dejansko čisto vsi. Ker imajo Kitajci raje limuzine kot kombi limuzine, so pri Mercedes-Benzu izbrali Peking za predstavitev nove limuzinske različice razreda A. Seveda ga bodo izdelovali na Kitajskem, s povečano medosno razdaljo za 6 cm pa bo ponujal več prostora za Kitajce, ki imajo kronično prekratke noge in ki zahtevajo prepoznavo govora. Ne vem, kdo jih bo razumel, ampak ok. Če hočete nekaj res prestižnega, pa ostane samo še Maybach. Ker so SUV še vedno zelo zaželeni in ker so kupci tako želeli, je tole prvi SUV z dodatno oznako Maybach. Poglejte, kako prekipeva od prestiža in ima po kitajskih standardih še takšen limuzinski zadek, čeprav je narejen na SUV-ju. Lastnik naj bi se vozil zadaj, električni motorji so 4, konjev pa kar 750. Oblika, vaša presoja, v vsakem primeru je impozanten. Mimo pol starja ena pač ne morem, smo ga videli že v Ženevi in je nor za pogledati. Me pa malo zbode cena, 155 000 evrov naj bi stal. To je v rangu Honda NSX in BMW i8, čeprav bo imel 600 konjev. V razvoju pa sta že modela 2 in 3. Tole je zanimiv avto, ampak ga baje ne bo pri nas, če ste slučajno mislili, da je tole menjava za Yeti ali pa še kaj manjšega. Škoda Kamiq je v bistvu 8 mm daljši avto od Karoqa, ampak bo na cenovni lestvici pod njim. Je kar 6 cm ožji in malenkost nižji, ima pa moderno multimedijo, da bodo nad njim navdušeni tudi Kitajci. Pa nov motor so razvili zanj, 1,5 litrski TSI, ki ima 81 kW, to je 110 konjev, DSG ima pa 7 prestav. Priključni hibridi so zelo uporabni, saj nekateri vozniki potem gorivo v rezervoar točijo samo še enkrat na leto, ker se ves čas vozijo na elektriko. Novinca v Toyotini ponudbi sta Corolla in Levin plug-in, ki bosta imela električni doseg vsaj 50 km. Do leta 2020 bo Toyota na Kitajskem predstavila kar 10 elektrificiranih vozil, med njimi tudi električni CHR. Ja, še Volkswagen. Predstavlja Tiguan L, ki je pri nas Allspace.
Novi Touareg, ki ga bomo že kmalu vozili na mednarodni premieri, tule kažejo še Airline. Lavida pa je najpomembnejši Volkswagen avto zadnjih let. Samo lani so jih prodali kar 450 000. Do leta 2023 nameravajo tukaj na Kitajskem predstaviti kar 10 električnih avtomobilov, do leta 2025 pa jih prodati kar 650 000. Pa pazite to, samo lani so tukaj na Kitajskem prodali več kot 3,2 milijona vozil. S tem je tudi najuspešnejša znamka tukaj. No, sem rekel na začetku, Nemci so čisto kopirali Kitajsko. Imajo pa Kitajci nekaj, česar Nemci nikoli ne bodo. Veliki zid. To je edina stvar, ki jo človek naredil in se jo vidi iz vesolja, kar sicer ni res, se pa dobro sliši. Še en selfie hiter.